To je nedopustno, še bolj pa, če to počne tuja politika. Tako pa se je premier Golob medtem odzval na poziv politične skupine Evropske ljudske stranke in njenega vodje Manfreda Webra, naj Evropska komisija spremlja pregon vidnih članov NSI v Sloveniji. Jaz mislim, da je nedopustno, da se politika vtika v sodstvo. Še bolj nedopustno je pa, da to počne tuja politika. Jaz sem res presenečen, kako lahko nekdo v imenu pravne države napada sodstvo znotraj nacionalno popolnoma suverene države, kot je Slovenija. V Golobovi stranki Gibanju Svoboda sicer prav zdaj potrjujejo kandidatno listo in volilni program. Žana, kaj si uspela izvedeti? Dogovarjanja so glede na skupe informacije več kot očitno potekala v zelo ozkem krugu. Tajno glasovanje o volilnem programu in kandidatni listi pa na spletu stranke še vedno poteka. Bo pa med kandidati Gibanja Svobode gotovo Urška Klakočar Zupančič, okoli katere se je sprožalo največ ugibanj. Kandidirala naj bi v Ljubljana center, prestolnica je tudi sicer zelo pomembna strankina enota. Za vstop v državni zbor se bo prvič potegoval Matej Grah, strankin generalni sekretar, med kandidati pa naj bi bila tudi večina aktualnih poslancev in ministrov.